Upokojenci, ko se na eni najbolj ranljivih skupin lomijo politične parole in gradijo volilne kampanje. V SDS-u so izjave premierja Goloba o pokojninah v naši sinočni večerni oddaji označili za laži in manipulacije. Premierju so poslali ultimat z zahtevo, opravičilo ali pa bodo vložili interpelacijo o delu vlade. Opravičilo terjajo tudi od poslanke Levice Nataše Sukič, njej pa žugajo s predlogom za razrešitev z mesta podpredsednice Državnega zbora. Preden vidimo, kako so se pozno popoldne na zahtevo SDS-a odzvali v premierjevem kabinetu in Levici in kako na to odgovarja SDS, z nami je poslanec Andrej Poglajen, poglejmo najprej izjavo premierja Goloba. Ravno vlada Janeza Janše je pa v letu 2012 ob izpeljavi pokojninske reforme pomembno znižala odmerni odstotek za skoraj 20%. Od tam izhaja sedanji problem položaja sedanjih upokojencev, ker jim je tista vlada Janeza Janše v resnici znižala njihov položaj. Dober večer. No, že zdaj je jasno, da se premier in Nataša Sukič iz Levice ne bosta opravičila. Poglejmo, kako sta se popoldne odzvala na vašo napoved. Nesporno dejstvo je, da se je odmerni odstotek pokojnin znižal za skoraj 20 odstotnih točk. Sicer pa se vedno veselimo argumentirane razprave in izmenjave dejstev o položaju upokojencev in drugih ključnih družbenih vprašanjih. Zavržno je, da SDS izkorišča upokojence za svoje politične obračune, kar je bilo vidno tudi v sredo, ko je pod pretvezo shoda upokojencev šlo dejansko za predvolilni shod SDS. Slovenski demokratski stranki se opravičujemo, ker smo jih obtožili le oškodovanja upokojencev, saj smo pri tem pozabili na njihovo trdo delo na področju poglabljanja neenakosti, privatizacije, korupcije, širjenja sovraštva, izvajanja represije nad drugače mislečimi in uničevanja slovenske kulture. Opravičila očitno ne bo, rok se izteče jutri. Kako odgovarjate na te odzive premierja in pa poslanke Nataše Sukič? Ja, prvo en lep dober večer tudi vam in vašim gledalcem in gledalkam. Poglejte, kar ste predvajali v prispevku je eklatantna laž premierja, ki je bila izrečena včeraj tukaj na tem mestu, kajti zakon iz časa Janševe vlade, se pravi ZPIZ-2, je takrat umiril padanje odmernega odstotka za pokojnine, ki je bil v bistvu povzročen strani ZPIZ-2 zakona, ki je bil sprejet v času vlade Ropa. Tako da so bile navedbe lažnive in na podlagi tega smo seveda v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zahtevali opravičilo. Nenazadnje to je postala neka mantra, ki je poslanci koalicije ponavljajo ves čas, pri tem pa ne omenjeni od tega, da je takrat ta zakon podprl praktično celoten državni zbor, se pravi, ni bilo glasov proti. Med poslanci, ki so to takrat potrdili, pa sta bila tudi sedanja ministra Alenka Bratušek in Matjaž Han. Se pravi, očitno gre za eklatantno laž premierja Roberta Goloba in podpredsednice državnega zbora, gospe Nataše Sukič. Koalicija ima v državnem zboru udobno večino. Zakaj pravzaprav z interpelacijo poskušate izterjati to opravičilo? Verjetno že zdaj lahko rečemo, da ta interpelacija ne bo uspešna. Glejte, kar se tiče delovanja državnega zbora, mislim, da tudi ustava narekuje poslancu, da glasuje po svoji vesti, da je nenazadnje na prvem izvoljen strani ljudstva, šele na to kot nek faktor oziroma član politične stranke. Kar se tiče pa same interpelacije, pa morate vedeti tudi to, da razprave oziroma sama interpelacija včasih tudi skozi razpravo poda natančnejše odgovore na to, kar se pač takrat v javnosti obravnava oziroma specifično sedaj te obtožbe strani premierja, še enkrat lažnive obtožbe premierja, da je bila vlada Janeza Janše tista, ki je povzročila zmanjšanje pokojnin, kar seveda ni res. Enkrat je že bila interpelacija, pa ni bilo glasovanja. Se boste torej tudi tokrat zadovoljili zgolj za razpravo? No, če pogledamo nekako statistično, večina interpelacij, ki jih je Slovenska demokratska stranka uložila v tem mandatu, so tako ali drugače pripeljale do odstopa ministrov. Spomnimo se, na primer, zadnje interpelacije, ko smo govorili o, recimo, gospe Emiliji Stojmenov Duh, ki je potem sicer zaradi druge zadeve bila primorana odstopiti. Pa vendarle, glejte, še enkrat poudarjam, interpelacije z razprave poslancev so pač eden izmed tudi zakonodajnih okvirov, ki jih delovanju državnega zbora omogoča, in prav je, da se v takih primerih poslužujemo tudi le teh.